Dober dan vsem skupaj. Ko je gospod Šarec prevzemal oblast, je rekel: če bom izvoljen in če bom izbran, bom jaz odgovoren in jaz bom kadroval, kar je logično in pravilno. Ampak zdaj, ko gospod Šarec ni več na tej poziciji, potem je odgovoren nekdo drug in kadruje nekdo drug. To je logično v vsaki demokratični državi, razen v Sloveniji, za katero se človek vedno bolj sprašuje, ali je demokratična, pa ne zaradi vlade, ampak zaradi dela opozicije, ki ruši vse, kar bi bilo treba graditi. Pravzaprav, če pogledamo menjave, hvala Bogu, da so menjave, kajti gre za menjave nesposobnih kadrov, ki so v veliki meri škodovali tej državi in ki so tej državi prinesli ogromne obremenitve na finančnem področju, na pravnem področju, na področju, bi rekel, spoštovanja države Slovenije v Evropi in v svetu. Zdaj smo padli nekam od spodaj, dol, skoraj da do dna, in s to vlado se počasi dvigamo na pozicijo, na kateri smo bili leta 1992, ko smo bili zvezda v Evropi in še širše. Do tja je še kar dolga pot, ampak do tja nas morajo pripeljati tisti, ki danes kadrujejo in menjavajo slabe kadre. Jaz bi vas vprašal, kdo od teh, ki je bil zamenjan, je tako kvaliteten, da je bil oziroma da je nenadomestljiv. Lepo vas prosim. Kdo od teh ljudi se lahko pohvali z izjemnimi rezultati? Niti enega samega ni. Jaz mislim, da bi morali zamenjati še bistveno več ljudi. Žal je naše zakonje takšno, da tega ne dopušča. In tisti, ki so bili v prejšnjih mandatih tisti zaviralci razvoja in progresije Slovenije, so ostali na svojih pozicijah, zamenjali so sicer sobe, zamenjali so imena in nazive, ampak ostali so na ministrstvih, ki se debelijo in kamor se odlaga vse te kadre, kajti ne moreš jih ven vreči. Ne moreš jih odpustiti, čeprav bi zaslužili, da so zamenjani na ta način, da jih ni več tam notri. Ne. In potem se zgodi, da imamo recimo na Ministrstvu za kulturo, ki je imelo leta 1992 mogoče malo čez 40 ljudi, da jih imamo danes okrog 400. In te ljudje sedijo v svojih sobanah, v svojih pisarnah in mečejo pesek med kolesje, ki bi moralo pripeljati Slovenijo naprej. A je to razvoj? A je to tisto, kar hočemo? Konec koncev, ko gledam kolego Bandellija, on je vedel, da je treba zamenjati marsikaj. In ko je začel metati ven slabe kadre, kaj se mu je zgodilo? Lastna stranka ga je izdala in lastna stranka ga je brcnila, da ne bom rekel kam. Da je odletel in ni bil več minister. Pa lepo vas prosim, to je tisto, kar je narobe v tej državi. Slabe kadre je treba zamenjati, slabe kadre je treba odstraniti iz pozicij moči, ne glede na to, kako se pišejo, katere politične strukture podpirajo in kdo stoji za njimi. Vkolikor je kdo nesposoben, ga je treba zamenjati s sposobnim človekom. In tukaj govorim za to pozicijo danes, za tisto včeraj, pa za tisto jutri. Tukaj je treba narediti en rez in spucati javni sektor vseh tistih priseskov, kaj zvem, če je kdo zdaj gledal pred par dnevi neko znanstveno fantastiko, tam noter je bilo polhranenih takih priseskov. Ampak lahko bi prišli snemati v slovenski parlament in v slovensko vlado, ki bi teh priseskov našli bistveno več, kot v vsakem filmu znanstvene fantastike. To je treba nekaj narediti. In
Ne govorim zdaj o tej vladi, govorim na splošno. Še posebej pa je prav, da ta vlada prva, ki je začela do neke mere čistiti. Res pa je, da bo treba spremeniti marsikakšen zakon, kajti slovensko zakonje je grozljivo, kar se tega tiče. In je prirejeno za lenuhe, delomrzneže, goljufe in pa tiste, ki iščejo svojo pot. Nobena država nima takega zakonja, Slovenija ga ima. Kajti, če je nekdo slab, se ga ne odstrani iz pozicije, ampak se mu da drugo pozicijo nekje v eni sobici, kjer dobiva enako plačo kot prej, dela pa nič ali pa škodo. To je tisto, kar je narobe. Zato je prav, da se kadruje drugače, da se zamenja slabe kadre. Treba bi bilo slabe kadre tudi kaznovati, sankcionirati, ne samo na ta način, da izgubijo svojo pozicijo v političnem smislu, ali pa da izgubijo svojo pozicijo na službenem mestu, ampak morali bi jih udariti tudi finančno. Kajti, če je nekdo naredil škode, recimo za 9 milijonov, tako kot smo brali po časopisih, nekdo, ki zaradi svoje nesposobnosti ni vložil pritožbe in je morala država zaradi neke cukr fabrike plačati ogromne denarje, takega človeka ne moramo prestaviti v drugo pisarno, ampak ga je treba kaznovati, ga je treba sankcionirati, kajti samo takrat naslednji ne bodo več delali takih svinjarij. Danes jim je pa vseeno. Nihče nič ne plača, nihče nič ni odgovoren in ta zadeva se kobali naprej in naprej in naprej. Recimo, en primer. Poglejte, gospod Jenko je na primer že sam po sebi moral odstopiti zaradi sodbe Ustavnega sodišča o razveljavitvi 70% davčne stopnje. On tega ni naredil, vlada ga je zamenjala in vlada mu je tukaj pomagala pri stvari. Ona je upravila tisto, kar bi moral narediti on sam, če bi imel pozicijo oziroma če bi imel stališče, da je treba biti odgovoren do svoje države. Koliko je odgovornih do svoje države tukaj pri nas v Sloveniji? Hudičevo malo. Kajti bistvo večine javnega sektorja in tistih, bi rekel, v javnem sektorju, to medklic, je približno 30% ljudi, ki ne delajo nič, ampak samo vlečejo in črpajo državni proračun. In znotraj tega javnega sektorja bi morali spucati te stvari. Zamenjati neustrezne kadre, jih poslati domov, se jim zahvaliti za sodelovanje, vkolikor so naredili probleme, pa gospoda Žlahtna, plačajte to. Država ni molzna krava. Država je odgovornost, do katere in v tej odgovornosti morajo javni sektorji biti tisti, ki odgovarjajo. Mi vsi smo tukaj noter zato, ker država razmišlja, da je treba nekaj narediti. Tudi volivci mislijo, da moramo nekaj narediti. Žal se volivci dostikrat motijo in potem dobimo tukaj noter čudne osebke, ki ne vedo, kaj hočejo, razen da hočejo ali zavestno ali pa podzavestno rušiti tole našo državo in našo edino domovino. Vsaj zame je to edina domovina. Za vas, nekatere od vas, ne vse, ki pa razmišljate, da je bolj pomembno imeti poln žep, kot pa lastno domovino, pa jaz ne bom tega rekel, ampak na Štajerskem bi marsikdo rekel, pejte v rad.